V času od 12. marca, ko je bila v Sloveniji razglašena epidemija koronavirusne bolezni, so v domu upokojencev in oskrbovancev Impulsa postopoma uvajali vse potrebne ukrepe v skladu s smernicami Nacionalnega inštituta za javno zdravje, pristojnih ministrstev in ostalih strokovnih ustanov. Pripravili smo tudi načrt za izvajanje vseh ukrepov za preprečevanje in obvladovanje okužbe. Seveda smo takoj v samem začetku začeli z vsemi ukrepi na področju higiene, razkuževanja, prezračevanja prostorov. Predvsem pa je bil seveda poseben izziv pred nas postavljen takrat, ko smo bili primorani zapreti naše domove, takrat, ko smo mogli tudi stanovalcem nekako povedati, da so tudi omejeni izhodi ven iz doma in takrat so seveda stanovalci še posebej potrebovali podporo. Zelo pomembno se nam je zdelo in ves ta čas se nam zdi, da ohranjamo družabne aktivnosti, da ohranjamo določene prostočasne dejavnosti, da vzdržujemo čim večji nivo aktivnosti naših stanovalcev glede na njihove sposobnosti. Mi se organiziramo v manjših skupinah, življenje poteka bolj na teh posameznih gospodinjskih enotah. Skratka, prilagodili smo celotno organizacijo dela, življenja in se tako nekako omejili znotraj posameznih enot. Čeprav so obiski v tem času prepovedani, ohranjajo stike s svojci. Že od vsega začetka smo svojce obveščali na naših spletnih straneh, kaj se z nami dogaja. Bili so vzpostavljeni tudi vsi, bom rekla, individualni stiki s svojci. Smo pa mislim, da je bilo v naslednjem tednu, pa vzpostavili še to video povezavo strani Telekoma, smo prejeli tudi nekaj donacij, telefonov, tako da smo v bistvu še povečali te možnosti, tako da se svojci zelo so se odzvali v bistvu, bom rekla, na to obliko in te stiki potekajo zelo intenzivno. Še vedno se trudijo, da aktivnosti potekajo ves čas, čeprav so druženje omejili na manjše skupine. Se zelo trudimo, da so naši stanovalci čim več tudi na svežem zraku. Nudimo jim podporo, ki jo v tej situaciji še bolj potrebujejo, in seveda ohranjamo druženje, ohranjamo preživljanje časa preko družabnih iger, branja, pogovorov, tako da to ves čas v bistvu poteka. Kako pa je s kadri? Ta izredna situacija jih je na tem področju pripeljala do dodatnih obremenitev. Moram reči, da smo vsak dan zelo hvaležni, da okužbe še nimamo, upam, da tako tudi ostane čim dlje. Je pa ves ta čas uvajanja teh novih ukrepov, seveda obremenjenost naših zaposlenih večja. Tako da zaenkrat smo, tudi nekih bolniških odsotnosti nimamo, zaposleni res zelo sodelujejo, vsi skupaj, smo zelo prilagodljivi in naši stanovalci, menim, da imajo dobro podporo. Je pa seveda kader zaradi vseh teh sprememb, predvsem zaradi sprememb v organizaciji dela, v procesih, je bolj obremenjen. V teh dneh sicer vzpostavljajo pogoje za ločeno nego in oskrbo stanovalcev s sumom in z okužbo v izolaciji v ločenem objektu enote Dvorec, vkolikor bo to potrebno. Ves čas na različne načine iščejo vire, da bi imeli vsaj nekaj varovalne opreme na razpolago. Nekaj te so pridobili tudi z donacijami. V minulem tednu so začeli sodelovati tudi s koordinatorjema za zdravstveno dejavnost ter nego in oskrbo v socialno-varstvenih zavodih, in sicer z namenom strokovne podpore in priprave optimalnih pogojev za ustrezno obravnavo in preprečevanje širjenja okužbe, če do te pride. Zelo dobro sodelujejo z zdravstvenim domom Sevnica in zdravstvenim domom Brežice ter lokalno skupnostjo, kar je v teh izjemnih okoliščinah ključno, dodaja direktorica. V tem času pa ohranjajo stik tudi s prostovoljci. Povabili smo jih tudi k sodelovanju, vkolikor bi imeli kakšne kadrovske stiske. Zaenkrat pa jih ne želimo še izpostavljati, bom rekla, tej situaciji, vkolikor bi se pa znašli z okužbo in bi potrebovali kako dodatno pomoč, pa že imamo pripravljen nabor. Prostovoljci so bili zelo odzivni,
Povabili smo jih in imamo že tudi kar nekaj imen oziroma posameznikov, na katere se lahko obrnemo. Cizljeva pa je ob tej priložnosti nagovorila tudi svojce. Svojcem se želim ob tej priložnosti najprej zahvaliti, ker razumejo to našo stisko, ker razumejo oziroma sodelujejo pri vseh teh omejitvah, ki jih imamo. Zahvalimo se jim tudi za to, da stojijo svojim sorodnikom ob strani, ker skupaj z njimi pravzaprav lahko bistveno in zelo zmanjšamo stisko stanovalcev. Želim sporočiti, da so še vedno zelo, zelo dobrodošli njihovi klici, video povezave, sporočila, naj nas pokliče, naj se povežejo z nami in seveda vsi skupaj upamo, da ta situacija čim prej mine.